Pomembno je, da se pogovarjamo, to je tisto bistveno, da politika sedi za mizo in poskuša najti rešitev. In zgodijo se seveda tudi taki posveti, kjer vodstvo Državnega zbora in del koalicije predstavi veliko razlogov, zakaj se glasovanja tajnega poslancev nadaljavo ne da izvesti. To smo danes predvsem poslušali. Poslušali smo izgovore, zakaj se ne more urediti tajnega glasovanja nadaljavo. Za nas v LMŠ-ju je bistveno vprašanje, na katerega je potrebno odgovoriti, ali poslanec, poslanka, ki je okužen, ki je v samoizolaciji, ima pravico tajno glasovati izven sedeža Državnega zbora in ali mu mora Državni zbor to zagotoviti. Pri nas dvoma ni. Odgovor je da, ker poslancu, ko je okužen ali v samoizolaciji, je prepovedano gibanje oziroma je omejen na svoj dom in ne more priti do Državnega zbora. Zato mu mora Državni zbor omogočiti, da izpelje oziroma izvede svojo pravico, ki je zapisana tudi v ustavi. Seveda pod pogojem, da si poslanec to želi. In zaključkov danes ta posvet ni prinesel nobenih zaključkov. V bistvu se bom izognil komentiranju tega, ker je bilo vsem to za zaprtimi vrati. Povedal sem samo ta splošni del, da je del koalicije in vodstvo Državnega zbora predstavilo razloge, zakaj se to ne da oziroma zakaj je to zelo težko izvesti. Lahko pa predstavim še enkrat razloge, zakaj v Listi Marjana Šarca menimo, da se bi to moralo izpeljati. Zato, ker če je poslanec okužen ali če je v samoizolaciji ali če mu je bila izdana karantenska odločba, ima omejitev gibanja in se ne more udeležiti tajnega glasovanja v Državnem zboru. In zato mu mora Državni zbor zagotoviti glasovanje izven sedeža. Vsekakor je treba spremeniti poslovnik. Koalicije vodstva Državnega zbora, torej dvomite, da bi za kakršnakoli idejo lahko dobili 2/3. V tem trenutku v Listi Marjana Šarca ne vidimo, da bi imeli 2/3 podporo. Govorimo samo o delu koalicije, ki temu na nek način nasprotuje, oziroma z nekimi svojimi razpravami kaže na to, da bodo poskušali vso stvar zavlačevati čim dlje. Ampak pri tej rešitvi, se pravi, da poslanci, ki so okuženi ali v samoizolaciji, da se jim omogoči glasovanje tajno nadaljavo, ne gre samo za konstruktivno nezaupnico. Gre za vsa tajna glasovanja, ki jih ta Državni zbor izvaja. Tukaj gre za viceguvernerje, ustavne sodnike, varuha človekovih pravic. Konec koncev, če pridemo do novega mandata za predsednika Državnega zbora, podpredsednike Državnega zbora, novega mandatarja in tako naprej.